Zakaj Slovenija? Jaz sem prvo na črno mislil emigrirati v Italijo in sem se celo pripravljal za to, ker sem končal mizarsko šolo, potem pa sem naredil dodatno za voznika, ker v Italiji je značilno, recimo, da vsi te moji ljudi iz Bosne grejo voziti v Italijo. Ampak mi je to bilo negotovo glede nekih statusnih vprašanj, ker bi to šlo res takrat na črno. In edina pravna oziroma neka legalna pot je bila za Slovenijo in vse redukcije, ki pripeljejo do gradbeništva takrat. In potem je itak pol jasno, odkje sem, kaj sem. To je bilo čisto slučajno. V bistvu sem prišel v Slovenijo, tako kot je bilo še vedno del Jugoslavije. V Gani so bili na oblasti vojaki. Je bila vojaška hunta in kot aktiven študent, ki se v bistvu boril za demokracijo, sem organiziral določene demonstracije in potem sem bil na seznamu za zaprtje in potem sem moral v bistvu iti proti. V bistvu bivša Jugoslavija naj bi delovala kot nekaj neutralna, ni komunistična, ni imperialistična, ne? In sem želel malo poglabljati bolj v ideološkem smislu, ker doma smo imeli surovo neki vojaški oziroma eni rečejo komunistični, ampak vojaški režim. Jaz sem se odločil študirati, sem bil pri prijatelju v Beogradu najprej, to v času Jugoslavije seveda. Je rekel, ja, druga mesta lahko greš tudi Univerza Zagreb, Ljubljane pogledati. Sem rekel, dober, Ljubljana, kako se da jeti, ne? Z vlakom je rekel, zjutraj boš tam. Ne? Dejansko sem vedel za Jugoslavijo. Jugoslavija je bila zelo znana država in to v pozitivnem smislu. Saj je bila v bistvu vodilna država v okviru neuvrščenega gibanja. Dobil sem možnost za študij v Jugoslavijo. Nisem niti vedel takrat, da dejansko grem v Slovenijo. Nisem vedel, kakšne so državice, ki so sestavni del, ki sestavljajo v bistvu Jugoslavijo. Zato, ker prvi študirala tu v Sloveniji, v Mariboru. Prvi jaz sem videla iz šole, moja šola. Tam, ko sem jaz lahko pride tu prvi nekaj študirala. Zato, ker Slovenija je prej iz Jugoslavije. Zato, ker Kitajska je dobro prijatelj iz Jugoslavije. Zato, ker to jaz se poznala Slovenija. V tem programu HESP, to je Higher Education Support Program, so imeli štipendije samo za vzhodne evropske države in Slovenije, tako da na mapi je bila Slovenija najbolj zahodna. In sem izbrala seveda Slovenijo, ker drugače sem imela željo, da bi šla v Francijo ali pa v Italijo ali pa seveda v ZDA. To so sanje vsakega, ki se rodi v tako imenovanih državah tretjega sveta. Imel sem nekaj politične težave v Indiji, zato sem prišel v Slovenijo. Hotel sem iti v Avstrijo, tam ima nekaj sorodnike, ampak ne vem, zakaj sem ostal tukaj v Sloveniji. Zdaj sem bil v Grčiji veliko časa, tam sem slišal o Sloveniji. Nisem jaz izbrala Slovenijo, ampak Slovenija je prišla k meni. Ko sem jaz bila na Japonskem študentka, profesor, ki je bil Slovenc, me je vprašal, če pridem v Slovenijo za 1 leto učiti. In sem prišla sem za 1 leto in tako sem ostala. Bil sem koordinator za projekt rehabilitacije otrok iz Gaze in potem sem srečal ženo in midva sva šla skupaj v Palestini, ampak nisva uspela, da živimo tam, ker po zakonu ona ne sme. Jaz sem zdravnik po poklicu, sicer zdaj sem župan občine Piran, sem bil izvoljen leta 2010. Na filozofski fakulteti učim japonščino, japonsko kulturo, z študenti imamo razne aktivnosti.
Delam kot prostovoljec, popravim računalnike, tudi delam za nekaj NGO kot JAŠ, Institut Afriške študije, ja, kot prostovoljec. Delam kot šef kuhinje in organizator. Danes sem kuhal, ker imamo stranke, ki bodo jedli palestinsko hrano, ampak ponavadi delam kot organizator. V gimnaziji sem imel dobrega mentorja, ne, in mi je prav podporo dal, da imam talent za slikanje in mi res učil tudi te tehnike barv pa to, ne. In to krajinska arhitektura sem jaz študiral in sem končal tukaj študij. Slikanje pa zraven. Nisem imel plan od doma, ko sem tole, da bom se poročil, tam pa bom ostal, pa to nikoli nisem imel, ne. Ampak jaz vedno rečem, življenje rešuješ problema po fazi, takole. Ma ne vem, jaz sem imel ogromno tega čez glavo, zakaj sploh bi šel iz Bosne, mislim. Sem se tega naveličal in sem se odločil. Enostavno Bosna je tudi takrat, pred mojim odhodom in zdaj isto stagnira, mislim. Zdaj lahko rečem, da sem pravo pot izbral, da enostavno ne ukvarjam se s to situacijo, ampak občudujem, kakšna situacija v Bosni. Ko sem jaz prišla, jaz nič nisem pričakovala, sem mislila, da mogoče bi bilo fino, če bom dobila plačo iz filozofske fakultete in sem to dobila in to je bilo super, da lahko preživim. Drugače pa nič nisem pričakovala. Jaz sem takrat mislil, da gremo v eno državo, ki je zelo, v narekovajih, ki je zelo razvita. Predvsem pa sem pričakoval, da bom hitro študiral, doštudiral in v 4 letih šel nazaj domov v Zimbabve. Prvo, da imam mir, ker nimam države, nimam tudi državljanstva. Všeč mi je v Sloveniji to, da je mir. To je res pomembna stvar in le takrat, ko je kakšna vojna, ko živiš nekaj časa v vojni, znaš ceniti zares to, da je mir. And the spices and vegetables. And it's Palestinian soup. The main thing in Palestinian kitchen that you can find cardamom in our food. Narava. In hrana tudi dobra, ker imamo zelenjave in to je super. Slovenija je najboljša narava na svetu. Slovenija je mirna država, ljudje so prijazni, tako. Ljudje. Oziroma, povsod na svetu verjetno ljudje so tako krasni, ne? Če gledam Slovenijo kot globala, mi je všeč ljudje, ki so tukaj. Slovenija je izredno lepa dežela. Slovenija mi je všeč kot majhna država, Ljubljana, majhno mesto, zelo mi je všeč od začetka, ko sem prišel prvič v Ljubljano, takole videl sem mogoče, ne vem, stavbo, arhitektura pa to. Sem rekel, no tukaj mi je všeč, tukaj bom študiral, ne. Iskreno povedano, všeč mi je, kako to možno 2 milijona ali pa manj kot 2 milijona narod med Italijo, Avstrijo, Mađarsko in drugih držav ohranil svoj jezik. Kateri je ta recept? Ljudje imajo bistveno več ekonomske rezerve. To pomeni, življenje vsakega Slovenca mogoče in celo sem prepričana, izgleda malo boljš kot od tistega, ki se je rodil v Bosni in Hercegovini, recimo. Kot mlada družina mi smo zelo zadovoljni z sistemom, ki omogoča majhnim otrokom, da dobijo tisto, kar nujno potrebujejo. Na splošno gledano moram povedati, da v Evropski uniji je neka stopnja
varnosti, ki je bistveno višja od držav v primerjavi z državami tretjega sveta. Všeč mi je v Sloveniji to, da je zelo velik poudarek na socialo. Vem, da je bilo mogoče celo več v okviru Jugoslavije, ampak to, da lahko recimo ženske grejo 1 leto na porodniško, je še vedno zelo pozitivna stvar. Marsikjer ni tako. Pa tudi to dejansko, da čeprav so probleme, da je neki zdravstveni sistem, ki funkcionira. Najbolj všeč je lepe fante. Kaj pa ti se najiš? Ne vem, kaj mi je najbolj všeč. Mislim, všeč mi je, da sem spoznal prvo sebe. Sem najdel sebe v Sloveniji skozi to neko socialno mrežo, prijatelje, mogoče tudi službo, ampak ne vem. Mislim, dobro, zdaj je tudi neko specifično vreme, mislim, kar se tiče te krize, mislim, ampak nasplošno mislim, da vsaj jaz imam tako mnenje, da mislim, živim, že delam od 18. leta. Pa prav ne pozna se mi, da delam res nič. Nasplošno gledano, zdaj zadnje leta je tle velika katastrofa moje generacije, to pomeni generacije 80-ih. Perspektiva preživetja je tako zmanjšana, da enostavno ti ne ostane nič drugega, kot da delaš vse in od tega praktično nimaš nič. Malo službo je težko dobiti, pa nekaj stvari tako. Življenje je drago in težko, da najdeš stranke za tvoje delo in to je problem. Je pa Slovenija zapravila določene priložnosti, v katerem bi lahko izkoristila migranti kot nosilec za promocijo tako gospodarstva, tako izobraževanje, tako kulturo. Ne? Tega so zanimarili. Ne? In nas, oziroma meni ali pa nas pregledajo, kot smo zmeraj večni študenti. Ne? Meni moram reči, da meni izredno moti fošerija v Sloveniji. Noben ga ne privošči nobenemu uspeh. Vsak je mal sumljiv, če nekdo je uspešen in to mi zelo, zelo moti. Odnos med sosedov tako ni najboljši, ne. Da sem imel težave s sosede, ne. Prisilen si potem, da greš na sodišče s tem, 20 let traja to, ne. In potem na konec dokažeš, da si imel prav. Ampak ne moreš to nazaj, te leta in živce in denarje pa to. Ukvarja se preveč z problemi, ki so se dogajali več kot 50 let nazaj. Ne. Meni včasih ni jasno, kaj je sistem. Pa sistem je včasih zelo komplicirano v službi, pa tudi na občini, pa tudi v bolnici. Takrat, ko ne razumem tega sistema, pa jaz sem malo nervozna. Lahko reče cela Slovenija, delamo vse stvari prepočasi. Če recimo lahko zrihta en dokumenta ali da, če vedno, recimo lahko jutri, pa vseeno moram čakati do drugi teden. To je malo drugače kot naša Kitajska. Ker če mi reko, ok, drugi teden se vidimo ali drugi teden bomo zrihtali, pa sigurno ponedeljek ali najpozno tolega je zrihtal. Ampak če Slovenija, vedno če reko drugi teden, da sigurno petek, ti mora kriče, ja, mogoče to zadnji sekundo. To za mene je malo moti, ker mi delamo vse hitro, to pa zdaj, ampak Slovenija je počasi, res. Tukaj ne moram delati točno isto kot Kitajska, ko mi kuhamo. Ker za vaše mogoče ne paše okusi, mogoče preveč pekoč. Kaj sem jaz dala v Slovenijo? Nič. Mogoče malo davka sem plačala Sloveniji, to je bilo vse. 3 čudovite otroke. Sem davkoplačevalec,
Sem aktiven na kulturnem in socialnem področju. Ustanovitelj sem zavoda, ki je precej uspešen, se imenuje Zavod za globalno učenje in razvoj projektov. Enostavno se mi zdi tako koristen član družbe. Verjetno vsak človek kot zrako, ne, ti vdihuješ, jaz ne, zadihujem in tako naprej. Verjetno veliko stvar sem vzel od Slovenije, sem se naučil. Kar sem jaz dal v Sloveniji, to da mislim, da karkoli sem naredil, v dobro sem naredil. Lahko povem, da sem od samega začetka bila vpletena v migracije, ne samo kot moje osebne izkušnje, ker sem pač prišla sem, ampak tudi sem lahko zahvaljujoč se tej izkušnji pogledala nase ob stranja, ne, sem pač. Jaz sem se potrudil vrniti nekaj v svojo skupnost, ki mi je sprejel, kot sem prišel sem. S tem, da sem delal ogromno dela prostovoljno, preko nevladne organizacije ljudje so tudi to opazili in tudi so nagradili s tem, da so me izvolili za župana. Zauzemati se ne samo zase in za svoje interese, ampak za interese tudi drugih. In ne gledati iz tega neko dramo, da bi delal, ali pa ne vem, iz tega ne rabim jaz pisati zdaj zgodovino. Pa veliki ljudje imajo radi takole, da prihajajo sem, ne. Če ni drugega, na iraški čaj, tako malo se pogovarjamo o tem. Zdaj recimo imam spletni stran, edini spletni stran, ki govori o Sloveniji v arabskem jeziku. In imamo veliko obiskovalci, ker jaz pišem recimo o življenju za migrante, za azilante, tudi za turisti, bogati iz Kuvajta, iz Dubaja. In oni velikokrat pokličejo in to je za me zelo dobro, ker jaz lahko naredim, delam kot most. Tukaj velikokrat mi samo kuhamo indijske hrane, jemo skupaj sa Slovenci. Tudi igramo kriket tukaj. Jaz sem igram iz Bele krajine. Mi smo zmagali ta leto, Slovenska liga. Vsaj Obala mi je res nudila vse možnosti, da sem vse moj potencial uspešno in uspešno razvijal. Jaz sem zelo zadovoljen s tem, kar sem dejansko dosegel. Mislim pa, da bi lahko več dosegel. Ne. Iskreno povedano, jaz sem imel želje nekaj pred 40 let nekaj stvari dokončati in tako prav programiran sistem sem obljubil doma moje mami v nebesah. Želel sem večji akademski neki klub. Sem imel to srečo, doma sem imel dokaj izobrazil v panafrikanizmu in v afrocentrizem. Tega nismo naredili. Mislim, da delno bi lahko tudi država prispevala k temu, da bi več dosegel. Nismo kot migranti dobili dovolj resursov, da bi bili dejansko učinkoviti mostovi med našimi državami pa Slovenijo. To je drugačno, vse drugačen. Na začetku vsak je drugačen, mogoče bo obraz, bo videti, za Slovence je to čuden, tako na začetku. Ampak potem, ko greš z njim, pa tako, pa rateš s prijatelj, pa to, in potem uporabljaš to drugačnost kot most, ni kot zid. Jaz mislim, da Slovenci so vedno malo zadržani do tujcev, dokler jih ne poznajo. In potem, enkrat, ko se poznajo, potem se nekako odprejo. Slovenci so tudi zelo občutljivi, če ne govoriš njihove jezike, njihov jezik. Tako da jaz mislim, da za vsak imigrant ali kdorkoli se odloči, da hoče živeti tukaj, je zelo važno tudi uči slovenščino. Vsak dan govorimo sa Slovenci v šoli, zunaj, kje delamo. Potem počasi
prijateljstvo, ja, poteklo. Slovenci so zelo dobri ljudi. Vsi rečejo dobrodošli, ja, pa nisem videl nekaj težave, ja, saj imigrant. Ja. Odnos, po mojem, je precej podoben kot japonski odnos in malo so skromni, pa malo so niso nervozni, malo tako so šaj, ne. Pol niso toliko agresivni, pa ne govorijo zelo močno, ampak tako se smejejo, pa pijejo. Mislim, da Slovenija je zelo prijazna do tujca. Kitajska tudi je zelo prijazna. Če namesto Avstrije ali Nemčijo, za mene še Slovenija še boljše. Ni pozitiven. Čeprav včasih, ko se z ljudmi pogovarjaš, imaš občutek, da te sprejemajo. Ampak v resnici, še posebej tako, ko greš v detajle, ugotoviš, da tudi ni tako. Enkrat je bilo v centru nekateri fantje iz Slovenije, iz Bosnije, iz Srbije. Ja, oni vprašajo, kdo si ti, odkud si ti, zakaj delaš tukaj, ja, tukaj iz Slovenije, ti moraš iti iz Slovenije. Zdaj, tukaj Slovenija ni edinstven primer, ampak je tudi v sosednjih državah, mogoče pač v Evropski uniji. Evropska unija je nastal neka kriza identitete med Evropejci sami prej, ker je nastala Evropa od vojne in te krute zgodovinske dogodke bi radi na neki način nadomestili s tem, da oblikujejo skupna evropska identiteta. Ne? Drugi ljudje, ki niso blondi, ki niso, ne vem, iz Evrope, beli, od Afričanov, od muslimanov, ne evropskih korenin, postanejo tarča pri tej migrantske obravnavi. Evropska unija selektivno izbira, koga bi rada vključila v svojo skupnost. Sistem je narejen tako, da izključi vsakega, ki ne bo prenesel eno profitno oziroma en profiten korak. Jaz sem bil več kot eno leto v azilnem domu, tam sem počakal za status begunca, potem sem dobil po enem letu in en mesec. Imam vse pravice kot Slovenec tukaj v Sloveniji. 行かなければならない先生がいましたね。じゃあ友達が先生にそれであるこれは Tukaj se počutim kot doma, ampak še vedno sem tujka. Jaz sem Afričan po rodu, to je Ganec, po izbiri Slovenc in po prepričanju Evropejc. Jaz imam domovino v Zimbabveju in tudi v Sloveniji, tako da imam dejansko dve domovini. Tako da gotovo sem, ko se reče, afriški Slovenec. Zdaj pa oboje, ne? Ker jaz sem tako dolgo živim v Sloveniji, tako imam malo da Slovenija, isto kot da moja doma. Ampak Kitajska vseeno je moja domovina. Slovenija je kot moja druga država, dežela. Prvi dom v Palestini, ker sem se rodil tam. Ampak za človek je najbolj pomemben mir. In tukaj v Sloveniji sem bil sloboden. Vsak človek, ki se odloči takole, da na ta korak ne mora reči tukaj ali tam. To je tujina. Ne? Moj novi dom je trenutno Slovenija, ampak upam, da ta ideja domovine pa doma, domovine pa države, kjer živiš, se bo hitreje spreminjala in da ne bomo imeli teh ovir.
Moj dom je tam, kjer sem jaz. Moj dom je, ker je moja družina. Moji otroci so Slovenci, so Slovenke, so bili rojeni tukaj. Sicer oni tudi radi vrnejo v Afriko, ampak oni so bolj Slovenci kot Afričani. Verjetno bo imela večji odnos, večjo ljubezen do Ljubljane kot do Kirgizije oziroma do Bosne. So najprej Vrhničani, potem pa so Slovenci in Japonci. Jaz mislim. Ti povej, ti Slovenka ali Kitajka? Kitajka. Ti si pol, veš? Moji otroci so definitivno Slovenci. Tukaj sploh ni nobenega dvoma. Rodili so se tukaj in jaz seveda jih tudi učim, kolikor se da, zimbabvejsko kulturo, moj način gledanja, ki je tudi zimbabvejsko, če lahko tako rečeš. Ampak to naredim na tak način, da jih samo obogati. Ona bo tudi migrantka, ampak ona ni migrantka, ona se rodila tukaj. Ampak ona zdaj govori malo slovensko, malo arabsko, angleško, ker jaz govorim z ženo angleško. In ona pogleda risanke rusko, Maša in Medo. In to, ne vem, bo mešano. Moja Tamala je zaenkrat Bosanka, kar je zakonodaja definirala takšno, kot je. Res pa je, da sem se ful namatral, da tega otroka sploh spravim v nek status človeka, da se lahko prijavi na občino oziroma da ima zdravstveno zavarovanje. Predvsem za Afričani, pa zato, ker so tudi temnopolti, in na neki način je pripričani, da so na obisku ali pa pomotoma, da so prišli. Mi dva z žena, recimo na začetku, ko sva se poročila, sva mislila, da bo tam konc pa boljše, bomo šli živeti. Tudi dve hčerke, tudi imena hčerke smo izbrali, da je lažje za tukaj in tam, da ni tuje, pa tole, da črke ne spremeni, pa to s tem namenom, ampak nažalost ni šlo. In potem je ponovno zanosila in potem je minilo 5-6 let in sem v bistvu opazil, da lahko tudi tukaj najdem kariero, ker ljudje tukaj so mi tudi sprejeli. Bomo tukaj vzdale. Ampak vsak leto mora biti enkrat obisk doma. Dejansko se bom tudi vrnil. Zdaj vprašanje je samo, ali bom se vrnil tako, da bom tam živel ves čas, ali pa bom pač tam živel, pa tudi tukaj živel. Jaz hodim domov zaradi tega, ker se ne identificiram s Kirgizijo, Bog ne daj, pa se ne identificiram z državo, ki se imenuje Republika Kirgizistan, se ne identificiram z neko domovino, nimam nobenih patriotskih čustev, imam pa zelo globoka čustva, ki so navezana na mojo vasico, ki so povezana z ljudmi, s katerimi sem preživela svojih 21 let, tako da zaradi tega hodim dol. Ja, mogoče bomo vrnili nazaj, ko bo mir in bomo delali tudi za Palestino, za Slovenijo. Ja, ampak ne vem, kdaj lahko bom. Ja. Ne vem, koliko časa rabiš še. Ja. Ne vem, kako bi to bilo izvedljivo sploh. Kot posameznik mogoče imam nekih ambicij, da bi se vrnil nazaj, ampak kaj jaz vem, kaj bo čez čas. Ko sem jaz prišla v Slovenijo, nisem vedela, kje bom jaz čez 1 leto. Zdaj isto, ne vem, kje bom čez 1 leto. Jaz sem Eja Čotafara, sem iz Etiopije, tukaj sem. Jaz sem Majgul, pa prihajam iz Kirgizije. Tukaj sem. In tukaj bom ostala. Jaz sem Peter Bosman iz občine Pirana. Tukaj sem. Sem Arkan Al-Nawas iz Iraka. Tukaj živim v Sloveniji več kot 30 let in tukaj sem. Nagisa Morito Kiškov
iz Japonske, tu sem. Jaz sem iz Kitajska, Guangzhou, mesto, iz čiste jugo, blizu Hongkonga. Moje ime je Amy Wei Zhang, tukaj sem. Jaz sem Max Zimani, sem se rodil v Zimbabveju, zato sem Zimbabvejec, trenutno pa sem tukaj. Ime mi je Prab Amardeep Singh, Singh je primek, sam iz Indije. Tukaj živim 2 leta in 4 mesece, tukaj sem. Jaz sem Žaber El Masri, jaz sem iz Palestine in sem tukaj. Pa tudi jaz skačem.